ampak morda pa bodo nekoč. Videli smo torej luknjo številka 18, torej to je zaključna luknja, potem tekmovalci zaključijo. Zdaj, saj ne, da so prav vsi zdaj začeli z igranjem, ravno obratno, vsi tisti, ki spremljajo tudi golf, vedo, kako vse skupaj poteka, morda tisti, ki se s tem srečujejo prvič, ne tako zelo. Igra se že kar nekaj časa, flighti so različni, začnejo ob različnih urah, vse to je določeno naprej. Mi bomo v tem našem neposrednem prenosu pa pospremili res tiste najbolj kakovostne, ki se na koncu borijo tudi za zmago. Tako je, mi bomo spremljali več ali manj zadnjih 30 igralcev. Mi smo danes začeli s turnirjem z nedeljskim delom ob 10:50. Takrat je štartal prvi flight oziroma igralna skupina, v kateri so 4 osebe. Lahko so to juniorji, ženske, seniori in seniori plus. Seniori plus so nad 55 let, seniorji so nad 46, potem imamo moško konkurenco ter pa žensko. Vse to bomo seveda spremljali v naslednjih minutah. Omenil sem Uroša Krajnca, to je domači junak iz Futgolf kluba Ptuj. Nasmiha se mu visoko vrstitev. Ja, Uroš Krajnc je eden izmed boljših slovenskih igralcev, domačin iz vasi Skorba. Lahko povem, kajti sva namreč soseda, živimo 300 metrov stran od golf igrišča. To je en nadstandard, ki smo se ga pred 7 leti začeli zavedati in moram povedati, da naše igrišče obsega del igrišča je v občini Hajdina, del igrišča je pa v občini Ptuj in moram reči, da zelo dobro sodelujemo in ob tem trenutku bi rad čestital svojim sokrajanom iz vasi Skorba, ki so včeraj postali veteranski prvaki Slovenije nad 35 let v Brdo pri Kranju. Glede na to, da so oni postali včeraj prvaki, verjamem, da so dali tudi en pospešek našemu Urošu in da bo vsaj top 3, če ne bo prvak današnjega turnirja. Ja, bilo tako in čestitke seveda tudi omenjeni skupini. Zdaj, pozorni bomo tudi na Dejana Novaka, najboljšega slovenskega tekmovalca na Majorju na Slovaškem. Tam je zasedel 40. mesto, tudi danes pa smo ga videli igrati v kar dobri formi. Tako je, moramo se zavedati, da 40. mesto je vrhunski rezultat. Na Majorju, pozor, kaj ne? Na Majorju, kajti na tovrstne turnirje prihaja do 250 tekmovalcev in biti 40 med svetovno elito ni enostavno. Veliko je nekih faktorjev, ki vplivajo na igro, največkrat je pa to predvsem glava in predvsem sama motivacija, na kak način prideš do svoje optimalne igre in vedno pravimo, kot v golfu, prav tako tudi v futgolfu, da je pomembno igrati svoj najboljši rezultat, se zbrati in odstraniti vse ostale slabe misli. Medtem, ko čakamo, da se znova malce zaiskri, če lahko temu tako rečemo, na zelenici oziroma ob luknjah, 18 je tu na Ptuju v prekrasnem vremenu, res da sicer precej toplo, ampak tudi vedno bolj vetrovno se mi zdi in vsekakor je to nekaj, kar vpliva na nadaljevanje. Tako, sedaj lahko mogoče že na ekranu vidimo določene igralce, ki zaključujejo 18. luknjo. V tem flightu so domačini, kar 3 domačini, Iztok Ogrizek, Nik Kolar, Gaj Rosič ter pa Zoltan Bom iz Madžarske. Tu lahko povem, da Gaj Rosič je, lahko rečemo, da najboljši slovenski futgolfist, 4-kratni slovenski prvak slovenske lige, prihaja iz Bovca, odličen človek, odličen analitik, zelo dobro zna prebrati igrišče in ogromno nastopa na tujih turnirjih. Sedaj lahko vidimo mladega Nika Kolarja, ki je odigral izjemno evropsko prvenstvo v madžarskem Buku, zelo mlad tekmovalec, ampak zelo fokusiran z izjemnim strelom. Sedaj se na strel pripravlja Iztok Ogrizek, domačin z Futgolf kluba Ptuj. Zanimivo za luknjo številka 18 je, da lahko zadaneš tudi v prvo, to pomeni hole in one, kar pomeni, da pade runda za vse prisotne. Se veselimo kakšnega ali dveh.
Kakorkoli že, to je bila luknja številka 18, kot smo danes že dejali, torej zadnja luknja, na kateri nastopajo tekmovalci. Ta je bila precej slovensko obarvana, je pa seveda daleč od tega, da bi gledali na tem turnirju zgolj slovenske nogometaše oziroma futgolfiste, kot smo že dejali. Prihajajo iz 15 držav in vsekakor izjemno pisana zasedba tako evropskih kot tudi futgolfistov in futgolfistk iz ostalih kontinentov. Tako, naslednja skupina že zaključuje zadnjo 18. luknjo. Po 18. luknji se štejejo vsi rezultati in potem se je potrebno odjaviti, mogoče še kakšne pripombe. 15 minut imajo igralci časa, da lahko še podajo kakšno pritožbo pri našem maršalu. Maršal današnjega turnirja je Nejc Bedrač iz Ptuja, izjemen poznavalec futgolfa, cenjen po celotnem svetu. Igralci zaključujejo luknjo številka 17. V tem flajtu so Miha Lešnik iz Futgolf kluba Ptuj, Gonzalo Novosad, kot smo že rekli, eden izmed najboljših futgolfistov v tem trenutku. In še vedno vodilni. Tako, Viktor Belak, on je legenda iz Pomurja, ter Tomaš Gažovič iz Slovaške, iz Trnave. Medtem je na drugem mestu prišlo do spremembe. Jozef Nemec je na drugem mestu, mož iz Trnave. Jozef je včeraj odigral -12, izjemen uspeh, bivši profesionalni nogometaš in moram reči, da je danes je lahko njegov dan. Dejstvo je, da je zelo miren in zna odigrati perfektno te zaključke turnirja. Ne moremo se izogniti dejstvu oziroma vprašanju o tem, kakšna je ta transformacija nogometašev v futgolf, koliko igralcev se na to ali po končanih določenih karierah ali ne nazadnje, če so igrali na malce manj resnem amaterskem nivoju, koliko se jih že vmes na nek način spreobrne, če lahko uporabim ta izraz, in se posvetijo futgolfu. Ja, kar dosti. Dejstvo je, da imamo ogromno aktivnih nogometašev, vedno več imamo mladinskih selekcij, kar nas zelo veseli in predvsem tukaj bomo dali v prihodnji en velik poudarek. Zelo nas veseli, da imamo v Sloveniji vedno več žensk in punc. Ni pa enostavno. Ni enostavno. Vsak igralec, ki prihaja na novo v naše klube, je izjemno pomemben. Lahko povem, da v tem trenutku imamo 6 klubov v Bovcu, Radencih, Olimju, v Ljubljani, na Ptuju, ter pa novi klub, ki prihaja iz Šmarja pri Jelšah. Futgolf klub Erlachstein na čudovitem dvorcu Jelšingrad, kjer bo v kratkem tudi novo igrišče za futgolf in se ga resnično zelo, zelo veselimo. Ja, imate vsi deležniki pravzaprav futgolf dogajanja v Sloveniji velike ambicije in velike cilje, če prav vem, imate v načrtu tudi, ali pa imajo v načrtu še odprtje nekaj novih igrišč, kar bo vsekakor blagodejno vplivalo na razvoj te športne panoge v nadaljevanju v naslednjih letih. Medtem znova pogled na zelenico, kjer je ogromno zanimivega dogajanja. Vedno več ljudi se zbira tudi na zadnjih luknjah in situacija postaja vedno bolj napeta. Morda beseda ali dve tudi v opremi, saj ne, da ne bi videli, vse vidimo, torej sploh v tako toplem vremenu, na nek način polomajce, tekmovalni dresi, pa dolge nogometne nogavice. Zdaj, če sem prav opazil, večina igra kar v nogometnih supergah, igra pa se, kot si tudi sam že dejal, z nogometno žogo številke 5. Praviloma tekmovalci najraje uporabite Jabulani iz leta 2010. Ja, res je, Jabulani, Speedcell, to so določene žoge, ter tudi Team Geist od Adidasa, ki ima izjemno rotacijo in v futgolfu so zelo zaželjene. Predvsem je pa pomembno, ko igraš 3-4 dni zaporedoma, da žoga ni pretežka. In to so ravno te žoge, ki na
na trgu dosegajo, nove žoge dosegajo vrednost tudi do 1000–1500 evrov. Kaj pa obutev? Obutev je pa, to so športni copati, namenjeni za umetno travo. To pomeni, da tudi v primeru tega, da je malo mokro na terenu, da človek enostavno ne pade, da se mu ne spodrsne. Nekaj uspešnih zaključnih strelov, kot smo lahko videli. Pomembno je v tem sončnem vremenu, da imaš tudi kakšno čepico, lahko je to flat cap, lahko je to shield capa, kaj ti enostavno včasih se igra resnično v zelo ekstremnih pogojih. Danes je še koliko toliko normalno, predvsem zaradi vetra, ampak pomembna je preventiva. Evo, ta žoga je bila zelo dobro odmerjena. Pa na koncu ni končala v luknji. Tako. Damjan Kavčič, zelo priljubljen futgolfist, prihaja iz Futgolf kluba Pomurje. Bo verjetno zaključil tole luknjo. Ako Štači, zelo dober igralec, mlad igralec, drugače iz šole Villarreala, prihaja iz Madžarske. Njegov oče tudi prav tako zelo uspešen futgolfist, danes tudi tukaj prisoten pri seniorjih. Tako da Akoš je zaključil 17. luknjo. Tako, s 3 udarci, kar pomeni par, in se že pripravljajo počasi na zaključno. Luknjo številka 18, ta žoga bila malenkost prekratka. Treba je resnično upoštevati velikost trave, vse možne nagibe. Treba je biti pragmatičen in resnično oceniti, kaj je optimalen udarec, na kak način se ga lotiti, ali z notranjim delom. Dosti ljudi tudi, dosti futgolfistov zaključuje tudi z špicam. Lahko rečem, da tudi naš prijatelj Matijas Perone, ki je malo prej komentiral live streaming, on je določene udarce oziroma jih zaključuje vse z špicam. Vsaj kaj je v radiusu 3 metrov zaključuje z špicam, kaj ti pravi, da ima boljši občutek za končni zadetek. Vse je legitimno, kar prinaša rezultat. In videli bomo, kakšen način bo najuspešnejši danes za zmagovalca. Kdorkoli to na koncu že pač bo, za zdaj še vedno najbolje kaže Argentince v Gonzalu Novosadu, a tudi Slovenci imamo svoje žezlo v ognju. Ena stvar, ki je tudi precej zanimiva pri tej športni panogi, je točkovanje. Je to, da tu na nek način sodnikov pravzaprav ni, gre za džentelmenski šport, kjer se na nek način točkujejo, si točkujejo med seboj. Igralci, nasprotniki, kakorkoli že rečemo temu. Ja, dejstvo je, da v zgodbi futgolfa obstaja eno džentelmenstvo, to pomeni, da igramo pošteno. Pošteno do kolegov, ki so v skupini, v flajtu, ter pa na vse zadnje tudi do sebe, kajti vemo, da karma se hitro vrne in enostavno ni dobro lagati pri vseh zbranih udarcih. Ja, en udarec na nek način kot ena točka, vkolikor gre žoga slučajno v vodo in jo je potrebno pobrati z žogo, se pridobi en dodatni udarec kot kazen in vse to je potem pomembno pri kumulativi sobotnega in pa nedeljskega dela in tam potem prije do določenih stvari, kar se tiče končnega rezultata. Ja, za zdaj toliko, imamo pa že prvo javljanje našega letečega reporterja. Blaž, imaš izjavo, imaš besedo, izvoli. Ob meni je eden najboljših, če ne celo najboljši slovenski igralec zadnjih let, Gaj Rosič. Po zadnji luknji pa vseeno niste bili zadovoljni, danes vam ni šlo. Ja, včeraj in danes ni šlo, ampak to je futgolf. Sam sebi se lahko zahvalim za to, ampak tako je. Gremo naprej. Po drugi strani pa recimo lahko rečemo, da malce trpijo rezultati Slovencev, ker je bera tujih tekmovalcev izjemno pestra in zelo kakovostni tekmovalci so prišli sem na Ptuj. Ja, to drži. Mislim, da so zelo dobri igralci, celo z Argentine tukaj, Slovaki, Madžari so itak eni izmed najboljših na svetu. Tako da nivo je visok, no se mi zdi pa, ja, da smo Slovenci vseeno, ker konec koncev na koncu igraš proti progi, proti igrišču in to moraš premagati. Vsaj jaz osebno ne gledam drugih, ampak vem, da to je na spodnji meji tistega, česar sem sposoben, tako da so še rezerve.
Je pa vseeno to lep dokaz za vas, za slovenski futgolf, da ste cenjeni tudi v tujini, da radi pridejo vaši kolegi iz drugih držav sem. Ja, seveda. Mislim, da v zadnjih letih se je z organizacijskega vidika Slovenska zveza zelo angažira. Tudi vabi, vzpostavljajo se povezave z Madžari in Slovaki, ki so konec koncev vele sile. Tako da ja, je to lepo videti in držimo, mislim,